V začetku tedna je splošno bolnišnico v Murski Soboti obiskal minister za zdravje Janez Poklukar z njegovo ekipo. Namen obiska je bil ogled prostorov negovalnega oddelka ter srečanje in pogovor z vodstvom soboške bolnišnice. Po uradnem delu obiska so bile tako strani gostiteljev kot gosta podane izjave. Daniel Grabar, direktor splošne bolnišnice Murska Sobota, ob robu dogodka. Z gospodom ministrom opravili nekaj pogovorov, si ogledali bolnišnico, vse skupaj v tej želji, da zaokrožimo nekje ta trenutek, v katerem zdaj živimo, da se ozremo naprej za prihodnost in da na tak način nekako skupaj postavljamo usmeritve strateške, tudi dolgoročne, pa tisto, kar moramo sorazmerno v kratkem času postoriti, da bomo kot bolnišnica, kar je za nas posebej zanimivo, in pa celoten zdravstveni sistem, ki ga minister vodi in usmerja, poskrbeli za dobro obravnavo pacientov. Minister smo seznanjeni z našimi napori in prizadevanji, da ohranjamo celotno dejavnost bolnišnice, da smo pač morali na neakutnem segmentu nekoliko zmanjšati, kar tudi poskušamo nadoknaditi, ampak celotna ostala dejavnost bolnišnice v tem trenutku še poteka tako, kot si želimo, čeprav so pa težave zaradi epidemiološke slike, tudi zaradi morda kdaj nerazumevanja ali pa napačnega pristopa do PCT pogojev še zmeraj prisotne. V naši bolnišnici seveda skrbimo za varno izvajanje dela. Upoštevamo vso doktrino smernice, ki veljajo za zdravljenje teh pacientov in skrbimo za precepljenost. Nekje smo v tem trenutku med tistimi, ki so v delovni proces vključeni, nad 80% precepljeni, morda če samo za zdravnike povem, da je 97% vključenih v delo precepljenih. Minister za zdravje Janez Poklukar se je zahvalil kolektivu za dosedanje delo in besede namenil prihodnosti, zlasti sprejetju zakona o zagotavljanju sredstev za naložbe v zdravstvo, ki je tako osnova za projekte in investicije. Direktorju in vsem zaposlenim v splošni bolnišnici Murska Sobota zahvalim. In sicer zahvalim zato, ker se maksimalno prizadevajo, da je COVID samo ena od vseh bolezni v zdravstvu oziroma izzivov, s katerimi se srečujemo. Danes govorimo o prihodnosti zdravstva, v pomurski regiji in seveda osnovo za to in optimizem temu, da je prejšnji teden sprejet zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v zdravstvu v obdobju 2021 do 2031. Tako smo govorili, potem si pogledali tudi prostore o vsaj 6 bodočih projektih. Teh 6 projektih, o katerih bom probal spregovoriti par besed, je seveda razdeljeno na 2 etapi. Na prvo, ki je praktično že v realizaciji, in pa drugo, ki bo, kot smo se pogovarjali z vodstvom bolnišnice, del dopolnjenega oziroma prenovljenega, noveliranega 5-letnega načrta bolnišnice, strateškega načrta. Tako da je na prvem mestu glavni cilj poslovodstva in pa vseh zaposlenih v splošni bolnišnici Murska Sobota seveda zagotoviti kakovostno, varno in pravočasno zdravstveno oskrbo vsem prebivalcem Pomurja, Prekmurja in tudi širše v Sloveniji. Govorili smo o prenovi in nadgradnji dializnega centra. Prenova in pa razširitev kapacitet dializnega centra je ocenjena na 2,9 milijona evrov. V teh dneh se izvaja javni razpis za omenjeno investicijo. Za omenjeno investicijo bo bolnišnica pridobila ob sedanjih 21 posteljah oziroma namestitvenih kapacitetah za dializo dodatnih 9, tako da bo skupaj premogla 30 dializnih mest, kar pomeni, da se širi za več kot 30% v tem delu. Po drugi strani je seveda cilj, da se ta projekt zaključi najkasneje v drugi polovici leta 2022. Hkrati bo pa seveda ves oddelek ne samo razširjen, ampak tudi prenovljen, kajti prostori, v katerih sem bil, so seveda stari 30 oziroma 40 let in je seveda čas, da jih tudi ustrezno obnovimo. Kajti, ko govorimo o odhodih kadra iz slovenskega zdravstva, vedno znova na prvem mestu dobimo razlog neprimerni, nezadostni delovni pogoji. In prav je, da tudi z tem zavedanjem, ki smo ga dobili prejšnji teden strani in potrditvijo Državnega zbora, pričnemo strateško načrtovati in usposabljati
kapacitete zdravstva, tudi z vidika infrastrukture, da bodo lahko kadri upravljali svoje poslanstvo. Drugi projekt, o katerem smo govorili, je seveda negovalni oddelek oziroma združitev podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in pa negovalnega oddelka. Ta projekt in pa paliativne oskrbe, ta projekt je vreden nekaj manj kot 9 milijonov evrov. Od tega bo 5 milijonov evrov evropskih sredstev, 2 milijona evrov sredstev Ministrstva za zdravje in pa dober milijon sredstev strani bolnišnice. Tako bo za področje negovalnega oddelka prišlo do povečanja kapacitet iz sedajšnjih 48 na 72. In to gre skladno s povečanimi potrebami po negovalnih zdravstvenih storitvah v regiji, hkrati z seveda povečanjem kapacitet za podaljšano bolnišnično zdravljenje, negovalni oddelek in pa paliativo. Bo v tem delu prenovljen na tudi ambulanta oziroma razvojna ambulanta za otroke in pa tudi tehnične službe bodo dobile nove prostore. Ko govorimo o oddelku za nego v Splošni bolnišnici Murska Sobota, pa moramo dodati tudi multiplikativnost tega učinka, kajti s sprostitvijo kapacitet v zdajšnjih prostorih oziroma v 4. etaži kirurške stavbe bodo nazaj po dolgih letih dobile svoje prostore kirurške stroke, tako bo ponovno prostor za razvoj in širjenje dejavnosti na področju ortopedije na prvem mestu, kjer se predvideva za več kot 50% širitev kapacitet, in pa urologije, kjer ravno tako potrebujejo dodatne prostore, saj je omenjena problematika zdravstvena na področju vzhodne Slovenije pereča in potrebuje nadaljnje korake. Govorili pa smo tudi o tretjem projektu, to pa je prenova internističnih ambulant, kajti s starajočo populacijo imamo vedno več kroničnih bolnikov, vedno več tistih, ki potrebujejo ambulantno obravnavo, kajti samo z pravočasnimi in zadostnimi ambulantnimi obravnavami v specialističnih ambulantah lahko preprečujemo prevelik pritisk na urgentne centre in pa na hospitalne kapacitete, in tudi tukaj bomo v projektu, ki je vreden nekaj več kot 2 milijona evrov, v naslednjem letu omogočali ustrezne pogoje za obravnavo v vzhodnem delu Slovenije. V novelacijo strateškega načrta pa se bodo vključili še naslednji projekti, kot je prenova operacijskega bloka, potem prenova in nadgradnja infekcijske klinike in pa pediatrične klinike, tako da verjamem, da ima Splošna bolnišnica Murska Sobota kot celota z vodstvom in vsemi zdravstvenimi delavci in tudi ostalimi nezdravstvenimi delavci v bolnišnici vizijo in strategijo. Danes vse to, kar smo govorili z namenom, da noben od teh projektov ni ogrožen, ukolikor bomo zadostno precepljeni in ustrezno obvladovali epidemijo. Ključno ob zadostni precepljenosti je tudi pravilno in zadostno izvajanje protokola CPT, se pravi cepljen, prebolel ali testiran. Ukolikor bomo vsi skupaj izvajali pravilno in zadostno protokol CPT, jaz verjamem, da bo evalvacija v naslednjih dneh izvajanja tega protokola in tudi projekcije za naprej pokazale, da je ukrep učinkovit oziroma enak oziroma primerljiv prejšnjim lockdownom in da bo družba na ta način lahko ostala odprta in da delovanje naših šol, naših kulturnih centrov, gospodarstva in družbe nasploh ne bo ogroženo. Dobre in optimistične napovedi za zdravstvo v deželi ob Muri. Ne gre pa pozabiti, da ostaja še nekaj nerešenih vprašanj, za katere morajo na Ministrstvu za zdravje najti sistemske rešitve. Misleč pri tem na čakalne dobe v zdravstvenih ustanovah in z njimi povezan nacionalni razpis za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev ter kadri v zdravstvu. Nekaj se bo za slednje izboljšalo z napovedanimi boljšimi delovnimi pogoji, vendar pa se bo po drugi strani medicinska stroka z odhodom zdravnikov in medicinskega osebja za boljšim zaslužkom sosednjo Avstrijo s temi težavami še naprej soočala in spopadala.